Kdo pa ne pozna Boba Marleya? Je eden najbolj znanih reggae pevcev v zgodovini. Toda preden je postal znan po vsem svetu, se je njegovo življenje začelo v majhnem kraju na Jamajki. Robert Nesta Marley se je rodil 6. februarja 1945 v kraju Nine Mile St. Anne, Jamajka. Odraščal je skupaj s svojo mamo, Cedelo Marley. Bob je bil še otrok, ko se je že navdušil nad nogometom in glasbo. Kasneje so se preselili v Trenchtown, revno območje v Kingstonu, glavnem mestu Jamajke. Tam se je še bolj navdušil nad glasbo, saj je bil obkrožen z različnimi zvoki in lokalnimi glasbeniki. V zgodnjih 60. letih je Bob skupaj z Bonnyjem Wailerjem in Petrom Toshem ustanovil skupino. Skupina je imela več različnih imen, preden so postali znani kot The Wailers. Leta 1964 je njihova pesem Simmer Down postala priljubljena na Jamajki. To je bil eden prvih velikih uspehov Boba Marleya v glasbi. Skozi leta se je glasba Marleya spreminjala. Od lokalnega jamajškega zvoka je postal bolj znan po reggaeju. To je glasbeni slog, ki je močno povezan z Jamajko. Veliko njegovih pesmi govori o revščini, svobodi, enakosti, veri in enotnosti. Zaradi tega ni postal le pevec. Za mnoge ljudi je postal tudi glas navadnih ljudi, ki doživljajo težave in krivice. Ko je prišla 70. leta, so Bob Marley in The Wailers postali znani v različnih državah. Njegovo občinstvo se je povečalo in poenostavilo. Začel je turnejo po različnih delih sveta. Marley je bil znan tudi po svoji aktivnosti. Rad je tekel in rad je igral nogomet. Zato se je mnogim, ki so ga videli, zdel močan in zdrav. Toda leta 1977 so opazili težavo na palcu njegove desne noge. Sprva so mislili, da je to povezano s poškodbo pri nogometu. Ko so ga pregledali zdravniki, so ugotovili, da ima akralni lentiginozni melanom, redko obliko kožnega raka, ki lahko zraste pod nohtom ali na podplatu. Zdravniki so priporočili odstranitev prizadetega prsta, da bi preprečili širjenje raka. Marley ni sprejel popolne amputacije. Namesto tega je dal odstraniti prizadeti del in nadaljeval svoje življenje ter glasbeno kariero. V naslednjih letih je še naprej snemal in hodil na turneje. Do leta 1980 je bil Marley eden najbolj znanih reggae izvajalcev na svetu. Septembra tistega leta je nastopil v Madison Square Gardenu v New Yorku, toda po teh koncertih se je zgodilo nekaj resnega. Medtem ko je Marley 21. septembra 1980 tekel v Central Parku, je nenadoma omedlel. Odpeljali so ga v bolnišnico na pregled. Tam so ugotovili, da se je rak, ki so ga prvič odkrili na njegovi nogi nekaj let prej, že razširil na druge dele njegovega telesa, vključno z možgani in pljuči. Kljub svojemu stanju ni takoj odnehal. Le 2 dni kasneje, 23. septembra 1980, je še vedno nastopil v Pittsburghu. Veliko ljudi, ki so ga tisto noč gledali, še ni vedelo, da bo to zadnji koncert Boba Marleya. Po zadnjem koncertu Boba Marleya, septembra 1980, je bilo jasno, da je njegovo stanje resno. Ampak počakaj, malo preusmerimo pogovor, ker je ta točka v Marleyjevem življenju zelo pomembna. Obstaja en pomemben dogodek v njegovem življenju, na katerega se moramo vrniti. Leta 1976 je bil na Jamajki hud politični konflikt. 2 glavni politični stranki, People's National Party ali PNP in Jamaica Labour Party ali GLP, sta bili v sporu. Ko so se volitve bližale, se je nasilje v nekaterih delih države še stopnjevalo. Ker je bil Bob Marley zelo priljubljen in vpliven, je veliko ljudi želelo vedeti, katero stran bo podprl. Vendar Marley ni želel podpreti nobene politične stranke. Želel je uporabiti svojo glasbo, da bi združil ljudi. Zato je pristal, da nastopi na brezplačnem koncertu Smile Jamaica decembra 1976. Koncert je bil namenjen zmanjšanju napetosti in nemirov na Jamajki, toda po napovedi koncerta je vlada že razpisala volitve. Zaradi tega so nekateri mislili, da Marley podpira PNP, premierja Michaela Manleya. Čeprav je Marley že prej povedal, da njegov koncert ni strankarski dogodek. In 2 dni pred koncertom, medtem ko je Marley vadil v svoji hiši v Kingstonu, so nenadoma vstopili oboroženi moški in začeli streljati. Marley je bil ranjen, prav tako njegova žena Rita in njegov menedžer Don Taylor. Vsi so preživeli. Prav tako ni bilo nikoli dokazano, kdo je resnično naročil napad. Zato ni mogoče nobene politične stranke zagotovo označiti kot odgovorno. Čeprav je bil ranjen, je Marley 2 dni kasneje vseeno nastopil na koncertu Smile Jamaica.
Stopil je pred ogromno množico in nastopil, kot je obljubil. Potem je zapustil Jamajko in se začasno preselil v London, kjer je nadaljeval z ustvarjanjem glasbe. Ker je Marley med napadom utrpel strelno rano, so se kasneje pojavila ugibanja, da bi lahko bila njegova prejšnja poškodba povezana z njegovim kolapsom leta 1980. Vendar pa so medicinske ugotovitve ponudile bolj jasno razlago. Rak, ki so ga prvič odkrili na njegovi nogi leta 1977, se je razširil po njegovem telesu. Potem, ko je med tekom v Central Parku septembra 1980 padel, so zdravniki ugotovili, da se je melanom razširil v njegov možgane, pljuča in druge dele telesa. Ko se rak razširi v možgane, lahko vpliva na normalno delovanje možganov in povzroči oslabelost, težave z vidom, izgubo nadzora nad telesom ter epileptične napade. To je bolj jasen razlog, zakaj je Marley nenadoma padel med tekom. Začel je zdravljenjem v New Yorku. To je vključevalo obsevanje, da bi zmanjšali nekatere tumorje. Toda njegov rak je bil že napredovalen in se je razširil na več delov telesa. Marley je bil tudi znan po tem, da je kadil marihuano kot del svojih rastafarijanskih prepričanj. Ker je imel rak tudi na pljučih, bi lahko kdo pomislil, da je kajenje vzrok njegove bolezni. Vendar je njegova diagnoza pokazala, da je rak na pljučih del melanoma, ki se je razširil iz drugega dela telesa. Torej, bolezen, ki je ubila Marleya, se ni začela kot pljučni rak. In medtem, ko se je zdravljenje nadaljevalo, je Marleyevo telo slabilo in ni več zmogel nadaljevati svoje glasbene turneje. Na tej točki je bilo njegovo stanje že zelo resno, vendar še vedno ni želel odnehati. Konec leta 1980 je odšel v Nemčijo, da bi preizkusil zdravljenje pri dr. Jožefu I.U. Eselzu, nemškem zdravniku, znanem po alternativnih zdravljenjih raka. V kliniki dr. I. Eselza v Bavarski so Marleyu dali espresso. Druga eksperimentalna zdravljenja, katerih cilj je bil okrepiti njegovo telo in imunski sistem v boju proti raku. Toda ti pristopi niso bili dokazani kot učinkoviti pri zdravljenju napredovalega raka. Marley je ostal v Nemčiji še nekaj mesecev, medtem ko se je njegovo stanje še naprej slabšalo. Moški, ki je skoraj vsak dan igral nogomet, potoval po različnih državah in nastopal pred tisoči ljudi na odru, je postopoma izgubljal moč. Toda, čeprav je bilo njegovo telo že šibko, se je še naprej trudil boriti proti bolezni. Na tej točki vprašanje ni bilo več, ali se bo lahko kmalu vrnil na oder. Še večje vprašanje je bilo, ali je še mogoče ustaviti raka, ki se je že razširil na pomembne dele njegovega telesa. Ko je prišel 6. februar 1981, je bil Bob Marley star 36 let. Še vedno je bil v Nemčiji in se je še naprej zdravil. Toda čeprav so ga zdravili že več mesecev, se je njegov rak še naprej slabšal. Poskusili so tudi različna alternativna zdravljenja, vključno z ozonsko terapijo. Vendar ni trdnih znanstvenih dokazov, da bi lahko ozon pozdravil raka. Z vsakim tednom je bilo Marleyevo telo vse šibkejše. Maja 1981 se je odločil, da se vrne na Jamajko, da bi bil s svojo družino. Toda med letom z letalom se je njegovo stanje še poslabšalo. Morali so se ustaviti v Miamiju na Floridi, preden so prispeli na Jamajko. Marleya so odpeljali v bolnišnico Cedars of Lebanon. Takrat se je rak že močno razširil po njegovem telesu in zdravljenje bolezni ni moglo več ustaviti. 11. maja 1981 je Bob Marley umrl v Miamiju. Star je bil le 36 let. Glavni vzrok njegove smrti je bil melanom, ki se je razširil na pomembne dele njegovega telesa. 10 dni po njegovi smrti mu je jamajška vlada priredila državni pogreb. Na tisoče ljudi se je udeležilo pogreba, da bi mu izkazali zadnje spoštovanje. Pogreba so se udeležili tudi glavni politični voditelji države, med njimi predsednik vlade Edward Seaga in nekdanji predsednik vlade Michael Manley. Marleya so pokopali v Nine Mile, Jamajka, kraju, kjer se je rodil. Pred smrtjo mu je Jamajka podelila tudi red za zasluge zaradi njegovega velikega prispevka k kulturi države. Po njegovi smrti so se začele širiti različne teorije zarote o pravem vzroku njegovega raka. Ena najbolj znanih zgodb pravi, da naj bi mu podarili čevlje, v katerih je bila skrita stvar, ki ga je zbodla v stopalo in mu povzročila raka. Obstajajo tudi različice zgodbe, ki to povezujejo s CIA zaradi političnega vpliva Marleya. Vendar ni trdnih dokazov, ki bi podpirali to zgodbo. Marleyeva melanom je znano medicinsko stanje, imenovano akralni lentiginozni melanom. Lahko se razvije pod nohtom, na dlani ali na podplatu. Za nastanek tega melanoma niso potrebni strup, rana ali skljuni napad. Takšen melanom je redek.
Vendar je to vrsta melanoma, ki jo pogosteje opazimo pri ljudeh s temnejšo kožo v primerjavi z drugimi vrstami melanoma. Zato je bolj jasna razlaga smrti Boba Marleya medicinska, ne zarota. Rak, ki so ga najprej odkrili na njegovem palcu na nogi, se je kasneje razširil na druge dele njegovega telesa. Tudi ni dovolj dokazov, da bi rekli, da je bila preprosta poškodba pri nogometu vzrok za težavo. Bolj verjetno je, da je poškodba razlog, zakaj so opazili težavo s prstom. Ni bil razlog, zakaj se je razvil melanom. Prav tako ne moremo zagotovo trditi, da bi Marley zagotovo preživel, če bi pristal na amputacijo. Obsežnejša odstranitev prizadetega dela je bila ena od priporočenih oblik zdravljenja zanj takrat. Vendar ni mogoče zagotovo vedeti, kakšen bi bil izid, če bi izbral drugo zdravljenje. Zdaj, ko vemo, kaj se je zgodilo z Bobom Marleyjem. Pogovorimo se o tem, kako močan vpliv je imel in kako so njegove pesmi pomagale širiti obzorja številnim ljudem. Kajti Bob Marley ni bil le pevec. Uporabil je glasbo, da bi govoril o revščini, rasizmu, svobodi, miru, enotnosti in pravicah navadnih ljudi. In ker je bil njegov način pisanja preprost, je bilo sporočilo lahko razumljivo, tudi če te politika ni zanimala. V zgodnjih 70-ih letih je bil reggae že znan na Jamajki, toda v drugih državah še ni bil tako priljubljen. Eden izmed albumov, ki je pomagal to spremeniti, je bil Catch a Fire, izdan leta 1973. Album je pomagal predstaviti Boba Marleya in The Wailers širšemu občinstvu v Evropi in Ameriki. Veliko pesmi na tem albumu govori o življenju in težavah navadnih Jamajčanov. Zato, ko je svet spoznaval reggae, je hkrati spoznaval tudi resnično stanje mnogih ljudi na Jamajki. Sledil je album Burnin, na njem sta tudi pesmi Get Up and Stand Up, ki sta jo ustvarila Marley in Peter Tosh. Sporočilo pesmi je preprosto. Ne dovoli, da te kdo zatira in nauči se boriti za svoje pravice. Ker je sporočilo lahko razumljivo, je pesem postala znana na različnih krajih kot pesem o pravicah in boju proti krivici. Na albumu je tudi pesem I Shot the Sheriff. V zgodbi pesmi nekdo pravi, da je ustrelil šerifa v samoobrambi, vendar zanika, da bi ubil namestnika. Ena od idej, ki jih tukaj vidimo, je vprašanje, ali je različica ljudi z avtoriteto vedno pravilna. Ko je Eric Clapton leta 1974 naredil svojo različico in je ta postala številka 1 v Združenih državah, je še več ljudi spoznalo glasbo Marleya. To je bila velika pomoč, da se je reggae še bolj razširil med mednarodno občinstvo. Na albumu Naughty Dread pa se je pojavila pesem No Woman, No Cry. To ni preprosta pesem. Gre za odnose. Marley se v njej spominja težkega življenja v Trenchtownu. Spominja se časov, ko je primanjkovalo denarja, a so si ljudje med seboj pomagali. Glavno sporočilo te pesmi je, da čeprav je življenje zdaj težko, še vedno obstaja upanje, da bo vse v redu. Zato se je veliko navadnih ljudi zlahka poistovetilo s pesmijo. Leta 1977 je Marley izdal album Exodus. Večji del albuma je ustvaril v Londonu, potem ko je za nekaj časa zapustil Jamajko. Beseda Exodus se nanaša na odhod iz težkega položaja v novo smer. Za Marleya ima tudi duhovni pomen, saj je povezana z njegovo vero Rastafari. V pesmi Exodus je ljudi spodbujal, naj ukrepajo in ne ostanejo v situaciji, ki jim omejuje svobodo. Na albumu je tudi pesem One Love, njeno sporočilo je zelo preprosto. Boljše je, da se ljudje združijo, kot pa da se prepirajo zaradi svojih razlik. Zato je to postala ena najbolj znanih pesmi Marleya o miru in enotnosti. Niso vse pesmi na albumu Exodus politične, so tudi pesmi o ljubezni in osebnem življenju. To je pomembno, ker je pomagalo, da je Marleya poslušalo več različnih vrst poslušalcev. Obstajajo ljudje, zanima njegovo sporočilo o družbi. Vendar pa so tudi taki, ki poslušajo samo zato, ker jim je všeč reggae in ljubezenske pesmi. Leta 1978 so na Jamajki videli, kako močan vpliv ima Marley. Vrnil se je na One Love Peace koncert, medtem ko je bil politični konflikt v državi še vedno zelo globok. Sredi koncerta je poklical na oder predsednika vlade Michaela Manleya in vodjo opozicije Edwarda Seago. Marley je združil njune roke pred veliko množico. To ni končalo političnega nasilja na Jamajki, je pa postalo močan simbol miru. To je tudi pokazalo, da čeprav nima vladnega položaja, lahko uporabi svojo slavo, da prenese sporočilo obema nasprotnima stranima. Ko se je njegov vpliv večal, se je Marley začel bolj zanimati za dogajanje v Afriki. Leta 1979 je izdal album Survival.
To je eden njegovih najbolj politično nabitih albumov. Glavna tema albuma je afriška enotnost, svoboda in osvoboditev izpod kolonializma ter zatiranja. Tudi naslovnica albuma je polna zastav afriških držav. Za Marleya je bilo pomembno, da ljudje z afriškimi koreninami poznajo svojo zgodovino in da so ponosni na svojo identiteto. Ena od pesmi na albumu je Africa Unite. Njeno sporočilo je neposredno. Afriški narodi in ljudje se morajo združiti. Za Marleya je težje doseči svobodo in napredek, če so ljudje še naprej razdeljeni. Tukaj je tudi Zimbabve, pesem, ki je podpirala boj za neodvisnost države, ki je bila prej znana kot Rodezija. Ko je Zimbabve aprila 1980 postal neodvisen, so Marleya in njegovo skupino povabili, da nastopijo na uradnem praznovanju. To je bila velika stvar, saj je pesem, ki jo je napisal o svobodi, zapel prav med praznovanjem neodvisnosti države. Na albumu Survival najdemo tudi pesem Ambush in the Night. Pesem je tesno povezana s streljanjem, ki ga je Marley doživel leta 1976, vendar pesem ni namenjena samo samemu napadu. Govori tudi o tem, kako se lahko politika in propaganda uporabita za manipulacijo ljudi, ter kako lahko naredijo navadne državljane za sovražnike med seboj. Leta 1980 je Marley izdal album Uprising, zadnji studijski album, ki je izšel, ko je bil še živ. Nekateri deli tega albuma so bolj osebni in duhovni. Ena najbolj nepozabnih pesmi je Redemption Song. Skoraj samo glas in akustična kitara se slišita, a sporočilo je zelo močno. Pesem govori o svobodi uma. Njeno bistvo je, da ni dovolj, da je svobodno samo telo. Potrebno se je naučiti tudi razmišljati s svojo glavo. In ne dovoli, da bi strah ali napačna prepričanja nadzorovali tvoj Obstaja tudi pesem Could You Be Loved, ki je bolj živahna in primerna za ples. Toda za veselim zvokom pesem nosi sporočilo o tem, da moraš ostati zvest samemu sebi in se ne smeš pustiti ljudem, ki te želijo spremeniti samo zato, da bi te sprejeli. Obstaja tudi pesem Three Little Birds, ki je ena izmed njegovih najpreprostejših pesmi o upanju. Njeno sporočilo je, da ne smeš dovoliti, da te težave in strahovi prevzamejo, saj niso vsi težki časi trajni. Zato se pesem še danes uporablja kot tolažilna pesem za mnoge ljudi. Marley ima tudi pesmi, ki se neposredno ukvarjajo z rasizmom. Eden najbolj jasnih primerov je pesem War. Njeno besedilo temelji na govoru etiopskega cesarja Haileja Selassija. Glavno sporočilo je, da ne bo pravega miru, dokler bodo ljudje obsojeni kot boljši ali slabši samo zaradi barve svoje kože. V času, ko je bila rasna diskriminacija še vedno močna v mnogih državah, je bilo takšno sporočilo izjemno močno, še posebej, ker ga je izrekel jamajški umetnik, ki ga je že poslušal ves svet. Tukaj lahko vidimo, zakaj je bil vpliv Boba Marleya tako poseben. Glasbe ni uporabljal zgolj zato, da bi ljudem povedal, kaj naj mislijo. Pogosto jo je uporabljal, da bi postavljal vprašanja. Zakaj obstaja rasizem? Zakaj so ljudje brez svobode? Zakaj so nekateri v hudi revščini, medtem ko so drugi izjemno bogati? Zakaj se ljudje tako zlahka prepirajo zaradi politike? In zakaj včasih dovolimo drugim, da odločajo, v kaj naj verjamemo? Ko te pesem prisili, da razmišljaš o stvareh, ki jih prej nisi opazil, preseže zgolj zabavo. In to je ena največjih stvari, ki jih je naredila Marley. Uporabil je reggae kot način, da na preprost način predstavi težke teme. Bob Marley tudi ni ustvaril reggaeja. Veliko jamajških glasbenikov je to glasbo igralo že pred njim, vendar je bil on eden najpomembnejših razlogov, zakaj je reggae postal znan po vsem svetu. Ko je postajal slaven, so ljudje začeli bolj spoznavati tudi Jamajko, njeno kulturo in gibanje Rastafari. S svojimi koncerti in albumi je reggae prinesel v Evropo, Ameriko, Afriko in kasneje skoraj vse dele sveta. Reggae je vplival tudi na druge glasbene zvrsti, kot so rock, punk, hip-hop in pop. Veliko umetnikov iz naslednjih generacij je črpalo navdih iz zvoka in sporočila Marleya, toda ni vplival samo na glasbeno industrijo. Pomagal je tudi, da se je več ljudi začelo zanimati za zgodovino kolonializma, afriško neodvisnost, rasizem in politične konflikte na Jamajki. Nekateri poslušalci so prvič slišali za Zimbabve zaradi njegove pesmi. Nekateri ljudje so se prvič začeli zanimati za rastafarijanska prepričanja zaradi njegove glasbe. In so ljudje, ki so začeli spraševati o rasti neenakosti zaradi sporočil, ki so jih slišali. Zato se prava moč vpliva Boba Marleya ne meri le po številu prodanih albumov. Bolj se to vidi po tem, koliko ljudi so dosegle njegove ideje.
Nekdo lahko najprej posluša, ker mu je všeč reggae ritem, toda kasneje lahko opazi, da je pesem pravzaprav o svobodi, rasizmu, revščini ali miru. Na tak način glasba postane most za razlago resnega problema običajnemu človeku. Morda ta oseba ne bi gledala dolgega političnega govora ali brala knjige o tej temi. In to je razlog, zakaj je glasba Boba Marleya še vedno aktualna, čeprav ga že dolgo ni več. Časi so se spremenili, a še vedno obstajajo rasizem, vojna, revščina, diskriminacija in politična razdeljenost. Zato nova generacija še vedno razume številna sporočila v njegovih pesmih. Življenje Boba Marleya je bilo kratko, a vendar mu je v tem času uspelo pripeljati reggae iz Jamajke na mednarodni trg. Še pomembneje pa je, da je pokazal, da se lahko glasba uporablja ne le za zabavo ljudi, ampak tudi za razlago, postavljanje vprašanj in dajanje moči. Ni postal predsednik ali vodja vlade, ni imel svoje vojske in ni imel politične funkcije. Toda pa je s svojim glasom in pesmimi uspel prenesti sporočilo milijonom ljudi o miru, svobodi, enakosti in enotnosti. In to je razlog, zakaj se še danes svet ne spominja samo imena Boba Marleya, ampak so še vedno žive ideje, ki jih je vnesel v svojo glasbo.